Se zaročaj, preveri to ulico, čekaj. Če je težka noč, gledi v nebo, da ga čekaj. Dajmo se videti, dajmo se videti. Dobrodošli v prav posebni seriji Metropolitan podcasta, ki ga tokrat ustvarjamo z Zavarovalnico Triglav. Da vam že kar na začetku predstavim današnje goste, z mano so Anže Orešnik, študent NTF-ja, ki je sodeloval pri pripravi kolekcije Dajmo se videti, Ana Cergolj-Kebler, vodja varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav in David Razboršek, direktor Zavoda Vocim. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Živijo, dober dan. Zdravo. Govorili bomo o urbani mobilnosti. Biti v slogu ali biti viden. To je pogosta dilema, v kateri se znajdejo mladi na svojih prometnih poteh. Prav mladi se namreč najredkeje odločajo za ključne varnostne elemente, kot so čelada, odsevna oblačila in drugi dodatki. To pa je lahko vzrok številnih nesreč in poškodb. V družbeni odgovorni iniciativi Ne bluzi, z glavo kruzi, Zavoda Vozim, Zavarovalnice Triglav in agencije Jotre Creative so se zato odločili za drugačen pristop. Škarje in platno so dali v roke mladim in njihovi ustvarjalnosti. Študentje modnega oblikovanja Naravoslovno-tehnične fakultete so ustvarili inovativno kolekcijo odsevnih oblačil in vidnih dodatkov, ki so jo nedavno predstavili tudi na Ljubljana Fashion Weeku. Kolekcija Dajmo se videti ozavešča, vabi in nagovarja k razmisleku o varnosti in prometu. Hkrati pa kaže, da so ideje z modne piste uporabne tudi v praksi. Ker smo že ravno omenili kolekcijo Dajmo se videti, nadaljujemo kar tukaj. Z nami je torej Anže, študent NTF-ja, ki je sodeloval pri pripravi omenjene kolekcije. Čeprav razumem, je tam sodelovalo več študentov. Tako je, pač v bistvu pri pripravi kolekcije je sodelovalo vse skupaj 5 študentov, ki nas je zbrala pač v bistvu, ki so nas zbrale naše mentorice, torej pač profesor Nataša Peršuh, ter tehnični sodelavki Nataša Sagadin-Grmek in Sari Valenci. In smo bili pač v bistvu mešana skupina študentov iz različnih letnikov, kjer smo pač vsak predstavljali nek svoj pogled in koncept tega projekta, no. In kako je izgledalo ustvarjanje? Kje ste najbolj iskali navdih? V bistvu navdih je vsak nekako iskal kar v sebi in v svoji lastni estetiki. Zaradi tega je v celotnem projektu nastalo tudi takih 5 mini kolekcij, ker je vsak nekako hotel to dilemo priosebiti in se sam sebe vprašati, kako bi pač v bistvu naredil mlade oziroma sebe kot mlado osebo bolj vidno v prometu. In na kateri svoj kos ste najbolj ponosni? V bistvu na svoj kos, ki bi bil najbolj ponosen, so mogoče kartela ogrlice, na primer, ko je tudi že danes nosim, ki je v bistvu nekih reciklaža različnih materialov, pa tudi v bistvu teh nekih kresničk, ki jih imamo vsi doma, ki je bila potem lasersko rezana in pač je bil na nje rezana v slogan pač Ne bluzi, z glavo kruzi. Tako da to mislim, da sem najbolj ponosen. Se mi pa zdi, da je bil poseben izziv, da ste združili torej funkcionalnost in estetiko, ki je padla v oči. Kako ste se s tem soočali? Tako je, pač v bistvu smo, kakor sem že prej omenil, pač smo želeli vse poosebiti, tako da smo pač, naprimer pri mojem projektu sem zelo šel na že neko modo, ki jo vidim na ulici, tako da naprimer kavbojke, hudi, dolge bele majice, in potem kako bi na te že vsakdanje kose dodal neke te svetlobno-reflektivne materiale, v katerih bi bili lahko mladi tudi bolj vidni. In potem smo se pač nekako soočali s tem problemom na tak način. Pa verjetno se vam je zdelo, da z nekimi takimi osnovnimi kosi torej se bolj približate mladim. Tako je, pač v bistvu zelo smo se želeli približati nekem individualizmu, tako da pač se mi zdi, da že neki kosi, ki so znani, kakor je ta jopič, kakšni te trakovi in vse skupaj, so zelo preveč univerzirani, tako da mladim niso tako zelo blizu. Mi smo pa želeli pač svojo kolekcijo prikazati, da ne glede na estetiko si lahko viden in pač lahko vključiš neke te svetlobno-reflektivne materiale v vsakdanje življenje, no. Zelo dobro. Ja. Ste imeli kakšen poseben izziv pri delu? V bistvu ne bi rekel nujno izzive, zelo veliko je bilo raziskovanja torej materialov, pa različnih tehnik, poslužili smo se tudi, kakor sem že omenil, laserskega reza, tiska in zelo ogromno različnih stvari, tudi naprimer en od študentov Luka Bončina je celo uporabil reflektivno prejo, ki jo je pač vključil v pletenine, tako da je bilo zelo veliko raziskave na podlagi tega, no.
Zdaj teh kreacij ne vidimo, zato Ja. povejte, kje lahko vidimo te kreacije, ki so bile zagotovo prečudovite. Kreacije so načeloma objavljene po Instagramu, vem, da jih je objavila Zavod Vozim, pa tudi naša fakulteta jih je objavila na svojem profilu Fashion Textile, tako da pač čist na teh kanalih, pa mislim, da bi tudi mogle biti objavljene na Fashion Weeku spletni strani. Kakšni so pa bili vtisi po Ljubljana Fashion Weeku? Ste prejeli dobre odzive? V bistvu smo prejeli zelo dobre odzive, vsem je bilo pač zanimivo, tudi ker je bila revija pač na malo drugačen način zasnovana, ker so se pač v revijo tudi vključila neka prevozna sredstva, pa tudi na koncu je bil pač nek tak efekt, kjer so se vsi modeli postavili na koncu piste in se je pojavila neka luč, da je cela kolekcija v bistvu zažarela v pač neki tej nočni svetlobi in je bilo tudi to zelo dodalo efektno vsem obiskovalcem. Wow. Tako je. Kaj pa je recimo eno vaše sporočilo osebno, ki ste ga želeli prek kolekcije predati naprej? Čisto neko osebno sporočilo se mi zdi, da je čisto tako, da res ne glede na osebni stil, ne glede na osebno estetiko, se vsak od nas mladih lahko potrudi za boljšo vidnost v prometu. In pravzaprav so lahko ti reflektivni materiali, ki jih poznamo iz teh pravzaprav cevnih jopičev in potem postanejo zelo kulno. Tako da pač je to neko to sporočilo. Zelo dobro. Ja. Tako da pozivamo vse poslušalce, gledalce, da si gredo te kolekcije tudi pogledati. A ne? Tako je. Zdaj vse te varnostne pripomočke, oblačila poznamo že desetletja. Ampak Ana, zakaj mislite, da je še vedno so mladi tista skupina, ki se jih nekako otepajo? Zdaj začnemo zelo dobro. Anže je že omenil Kresničko, ki je spremljevalec otrok, potem je Rumena Rutka, mi jih vsako leto razdelimo vsem prvošolčkom in to nekaj časa zelo dobro deluje v prvih letih tega otroštva. Potem pa mladi razvijajo individualen slog, želijo biti samo svoji in en zelo pomemben uvid, na katerem smo gradili, je, da če mladi izbirajo med slogom pa med varnostjo, potem zmaga slog. In to je, ne moramo reči, da nič ni delovalo. Vse te nekako kampanje, vsa ta opozorila za vidnost nekaj so naredila, vidimo pa, da pri otrokih nam gre zelo dobro, pa potem morda v starejših letih vidimo spet posegamo po Kresnički pa raznih odsevnih materialov. Vmes je pa eno obdobje, ko ga pa moramo nagovoriti drugače. Ko pa nekako varnost ni v ospredju, ni prva stvar, o kateri mladi razmišljajo in to je bilo ravno naše vodilo. A znamo nekako nagovor spremeniti tako, da bo deloval, a znamo lahko ponuditi druge rešitve. In ko je že omenil, da so vse te kolekcije predstavljene, mimogrede na YouTubeu, če vtipkajte, dajmo se videti, je en video, kjer pravzaprav združuje vse kolekcije. Ne gre samo za to, da pokažemo kolekcijo in da so to neki artikli, ki bi jih zdaj vsi nosili, ampak gre res za spodbujanje te kreativnosti, da vsak iz tega, kar ima doma, iz tega, kar ima domači omari, morda še kaj dokupi, razvije svoj unikaten slog, katerem je tudi viden. Jaz sem zdaj ravno sem šla pogledati malo podatke. Med letoma 2016 in 2022 so analizirali 50 pešcev, ki je umrl v prometnih nesrečah v tem temnem delu leta. Se pravi, to je zdaj ta čas, v katerem smo. Od teh 50 noben ni nosil nobenih odsevnih sredstev. Se pravi, tukaj je ogromno še enega preprostega manevrskega prostora. Jaz vem, da se mi včasih zgodi zdaj, ko grem s psom teč zvečer, da ko gremo doma je še dan in potem me ujame noč in tako zelo hitro se nam to zgodi. Ali pa, ko sem v vlogi voznika, se mi pa pogosto zgodi, da ko peljem po cesti, opazim pešca, ko sva že vzporedno. Skratka, lahko bi se karkoli zgodilo, nisem imela nobenega vpliva na to. Če bi vozila 20 centimetrov bolj desno, bi bilo lahko usodno. Ta razmislek smo hoteli spodbuditi. Ni pa tako, da nič, kar smo do zdaj delali, ne deluje. Samo ta vse prisotnost v prometu je zelo redko kdaj belo ali pa črno, gre pa za nek počasen napredek. Ja, zanimivo je razmisliti, da res, kot ste opisali te starostne skupine, da bolj kot smo starejši, ko naj bi bolj uporabljali svoje misli, pa je manj tega. Tako da je res zanimivo to videti. Eno okno je vmes, tukaj smo res zelo hvaležni z Zavodom Vozim, oni imajo ogromno izkušnji, ne delo za mlade, ampak z mladimi, kar vedno David reče, in z mladimi iz fakultete, da nekako spodbudimo drugačne
rešitve, a ne? Ker če nekaj ne deluje, pa hočemo drugačne rezultate, pa moramo najprej dati drugačen ta input. Pa mislite, da so te spremembe možne? Kako opažate to vedenje, zavedanje, se spreminja tudi kljub vsem tem, s tem, kar vse delate, no? Jaz mislim, da sta tukaj dva primera iz slovenskega prostora, ki sta zelo jasna in zelo nekako ne puščata nobenih dvomov. Jaz se vedno spomnim na Zavod Reševalni pas. Anže Albrecht pravzaprav 10 let nam ponavlja isti stavek. Ko se na avtocesti ustvari zastoj, gremo levo, desno, da ustvarimo reševalni pas. In po 10 letih smo to preprosto lekcijo povsem usvojili, nekako vsi želimo biti del rešitve. Drugo je pa tematika, ki mislim, da Zavod Vozim se tudi veliko z njo ukvarja, mladi in alkohol. Tukaj je tudi vse to delo pokazalo res izjemne napredke, tako da vedno verjamem v napredek in spremembo vedenja. Po mojih izkušnjah oziroma po naših izkušnjah v Zavarovalnici Triglav je pa zelo dober orodje za spremembo vedenja izkušnja. Skratka, ne gre samo za neko teorijo, mora se zgoditi nek aha moment, da mi spremenimo neke svoje navade. Ja, čeprav to zna biti tudi žalostno, ne? Da ko si enkrat v tem trenutku ali da skoraj oplaziš nekoga, ki ni osvetljen, je malce žalostno, da šele takrat začneš razmišljati o tem, ne? Ja, poskušamo nekako narediti scenarije, da bi se to zgodilo prej. Recimo, če govorimo zdaj na področju mikromobilnosti, vidnosti, mi skupaj organiziramo križišče mikromobilnosti, kjer pravzaprav na enem malem mestu postavimo pop-up mestno središče, kjer se vsi na enem mestu srečamo različnih hitrosti, s skiroji, s kolesi, peš, na invalidskih vozičkih in ustvarimo neko hitro dinamiko srečevanja, kjer se zgodi veliko aha momentov, veliko ljudi ugotovi, da je šlo preagresivno, prehitro, brez pravih pogledov. Želimo si, da bi se aha moment zgodil prej, preden je usoden, kar je pa verjetno tudi osnovno poslanstvo Zavoda Vozim. Zagotovo. Pa še skočiva malce na kolekcijo. Kakšne odzive ste pa vi prejeli? Ja, jaz mislim, da glede na to, da je bilo to tako, moda ni glavna dejavnost zavarovalništva, ne? In tudi ko se ukvarjamo s prometom, ni prav veliko modnih pobud bilo do zdaj, tako da mislim, da ko smo pravzaprav na Ljubljana Fashion Week skupaj povabili vse prometne strokovnjake, ki se s tem problemom ukvarjajo že desetletja, smo bili vsi malo na trnih, ampak to se mi zdi, vsi, ki smo poznali problematiki, vsi, ki vemo to bolečino, da nagovor ni prinesel pravih rešitev, je bil takojšnji odziv, da je to briljantno, pravzaprav nekaj, kar končno nagovarja nekaj, kar ni bilo ustrezno nagovorjeno, ne? In še to. Zelo pomembno je, da ko mi delamo raziskave, vidimo, da imamo vsi interes, oziroma paradoksalno je, da nas združi strah. Strah nas ponavadi razdvaja, ampak tukaj je pa stična točka. Mi smo naredili raziskavo med več kot 2000 kolesarji in e-skirojisti, kjer smo ugotovili, da pravzaprav mlade je zelo strah, da bi jih kdo spregledal. Samo dobra polovica, recimo e-skirojistov, se na cestah počuti varnih, a ne? In to ni kar brez osnove, ker 1/3 tistih, ki vozijo e-skiro, so rekli, da so že imeli kakšno manjšo nezgodo. 1/3, vsak tretji. Verjetno so vse končale tragično oziroma nekimi hudimi posledicami, ampak bila je nezgoda. Recimo mlajše udeležence prometa zelo skrbi, da bi kdo spregledal. Starejše pa zelo skrbi, da bojo oni koga spregledali. A ne? In se pravi, vsi imamo nek skupen interes, da se nekaj zgodi, ampak če hočemo mi sploh začeti vaditi to, kar mi tudi veliko delamo na reakcijskem času, če hočemo vaditi, kako pravilno reagirati, se moramo najprej videti. Če se midve ne vidiva v prometu, ne morava se niti pogledati, niti sporazumeti, niti primerno odreagirati. Tako da je to neka prva točka in meni se zdi zelo dobro, da smo res videli, da je interes, da si vsi želimo tega, nekako orodja pa še razvijamo. Ja, pa dobro je, da ste torej vprašali vse generacije, da imamo pogled vseh. Zelo pomembno se nam to zdi, čeprav mogoče se zdi, da dajmo se videti nagovarja mlade, a ne? In je za mlade treba nek poseben jezik, poseben pristop in razumeti to individualnost, a ne? Ampak vedno poudarjamo, nobena
točka prometa se ne samo ene ciljne skupine ne zadeva. In čeprav posamezne nagovarjamo, moramo mi, ki ustvarjamo te nagovore, vedno vedeti, da je lahko uspeh je samo medgeneracijski. Ker v bistvu smo vse generacije skupaj na cesti, a ne? Res je. Ali vidite, da bi lahko kolekcija Dajmo se videti prišla na širši trg? Vsi skupaj se zelo trudimo za to. Vsaj na enem izdelku že delamo, si želimo, da vsaj nekem omejenem obsegu lahko razdelimo. Mislim pa, da glavni cilj ni, da bi vsi mladi v Sloveniji nosili izdelke te kolekcije, ker gre spet za neko uniformiranost, ampak da je ta kolekcija nekakšno orodje, ki začne valiti to, da vsak razvije svoj unikaten slog, in za sebe, za svojega psa, za svoje otroke, skratka za vse, kar mu je pomembno za vidnost. Super. David, v Zavodu Vozim in Zavarovalnici Triglav pa poteka že iniciativa Ne bluzi z glavo kruzi. Še en takšen fajni slogan, ki si ga hitro zapomnimo. Želite ozaveščati o odgovorni uporabi mikromobilnih sredstev, kot sta e-skiro in pa e-kolo, ki ste jih že malce omenili. Pomembna tematika je pa tudi obnašanje oziroma kultura v prometu. Kakšen je način delovanja Zavoda Vozim, da dobimo en tak hiter pogled? Tako kot je že Ana preomenila, nekako naša filozofija je nič za mlade brez mladih. Ne? In danes se pogovarjamo o eni izmed teh aktivnosti, je pa v bistvu probamo delati na dveh nivojih. Eno je ta nivoj ozaveščanja, ne? Druga je pa potem vplivanje na samo vedenje. In če z kampanjami, vsemi temi pogovori, tudi preko vašega kanala, ne? In z vseh seveda, ki bodo danes to poslušali, lahko vplivamo, ne? Na to, da se zavedajo problema, pa govorimo o e-skirojih, mobilnosti, tudi sobivanju, vse, kar je že bilo povedano. Je pa potem, ko pa želimo resnično to izkušnje, ne? So pa tiste, ki jih pa mi delamo v bistvu na terenu z delavnicami, z mladimi in jih predvsem delajo tudi mladinski delavci, ter pa tudi poškodovanci iz prometa, ki skozi svojo zgodbo, skozi nek storytelling mladi spoznavajo, da pravzaprav so neke nevarnosti in predvsem, bolj kot to, da so nevarnosti, so orodja ali pa naša vedenja, da te stvari preprečimo. In tu smo veseli in hvaležni, da imamo pri tem delu partnere pravzaprav že 15 let Zavarovalnico Triglav, ki podpirate naše programe in da nam nekako skozi te programe uspeva preko polovice slovenskih srednjih šolcev nagovoriti osebno. Zdaj v zadnjem času seveda tudi vedno več z nekimi temi novimi napravami, kot so e-skiro simulator. Skratka, poskusamo čim več izkustvenih del prenesti do mladih. No. In kakšni so rezultati, ko govorimo o kulturi? Ja, na nekih področjih v bistvu so mladi tisti, ki si jih moramo za vzgled vzeti. Ne. In v sklopu Ne bluzi z glavo kruzi, ki je tudi del Dajmo se videti, smo prvo sezono zelo kreativno iskali izgovore različne, ne? Vsej v bistvu mogoče tudi poziv vsem gledalcem ali pa poslušalcem ali pa kar oboje, ne? Da razmislijo, kakšne izgovore so si že kaj, ko pride do neke nesreče, ko se zgodi, pa kateri statistika pravi, da smo še vedno v 90% krivi vozniki, ne? So si jih izmislili. In smo potem iskali in kreativne izgovore in nemogoče in malo manj mogoče in zabavne in še bolj zabavne. Ampak bistvo je, da tema je lahko tudi zabavna, ampak ko pa pride do dejanj, moramo pa narediti take, da damo zelo jasne ukrepe, ne? In zelo jasna navodila ali pa stvari. In tako kot je bilo na področju alkohola, so že veliki premiki, se nam je zgodila mikromobilnost, so se nam zgodili mobilni telefoni, ki v bistvu so vse te trende, ki so pozitivni. Mi moramo vedeti, da se ob nas obnašamo drugače, kot smo se obnašali včasih v prometu, desetletja nazaj, pa da danes imamo bolj varno okolje in vozila, kot so bila. Ampak vmes so se pa zgodili telefoni, vse te tehnološke naprave, zgodili so se te nove oblike mobilnosti in tukaj je pomembno, da smo kreativni do mladih in sem vesel, da v bistvu je letos z NFT-jem, Anžetom in celo ekipo, ki je delala na tem lani z ekonomsko fakulteto in z šolskim centrom Celje, ki so v bistvu naredili prototip varnega e-skiroja. Skratka, vse te neki momenti se dogajajo in potem je nam najbolj fino, da mladi postajajo glasniki teh nekih idej. Ne.
Zelo dobra se mi zdi ta povezava z mladimi in se mi zdi, da s tem res še bolj opozarjate nas. Ja, res je. No. Je pa seveda, mi smo že v tisti generaciji, ko najbolj napačen pristop bi bil moraliziranje, ne? Ali pa izhajanje iz izkušenj in misli, da nas bo nekdo poslušal zgolj in samo zaradi tega. Ne? In dejstvo pa je eno, ne? Vsi, to povem iz izkušenj, dela s polovico mladih in tudi s fakultetami. Stvari, ki jih mladi danes producirajo, so na bistveno višjem nivoju, kot jih je katerakoli generacija prej, kar je prav, ker je evolucija. Govorim lahko iz lastnih izkušenj, nekaj desetletij nazaj, ko sem bil na fakulteti in tako. In ko prav je, da z znanjem, izkušnjami, s podpornim okoljem, ko ga imamo za Zavarovalnico Triglav, probamo te ideje dvignati, jim dati medijski prostor, jim dati veljavo in pač mladim pomagati, da lahko svoje potenciale uresničijo. Ne. In če je to na področju prometa, glavnina, res je tudi na področju destigmatizacije duševnih stisk in še nekih podobnih stvari, ki jih pa lahko v zavodu vozim skozi naše izkušnje, skozi ta ekosistem sodelovanja s podjetji, z fakultetami, z javnimi inštitucijami, ne nazadnje, ki nas podpirajo, pomagamo prenesti naprej. Danes smo pa že kar nekajkrat omenili električne skiroje, ki pa so v zadnjem času zelo priljubljeni. A se mora glede teh skirojev še vzpostaviti neko ozaveščanje? Kaj menite? Mogoče Tijana, ko ste tako super raziskavo delali, da nekaj si že omenila. Ja, električni skiroji so tu, a ne? Mogoče, če smo si še 2 leti nazaj, ko smo se o tem pogovarjali, pogosto slišali, a je to sploh dobra ideja. Zdaj vemo, da so tu, da bodo prisotni, da bodo vse bolj prisotni, da se bojo iz njih razvili še neke podobne elektrificirane oblike lahke mobilnosti. Vemo, da zelo učinkovito rešujejo mobilnostni problem mladih, veliko bolj so svobodni, smo svobodni, veliko cenejši so, veliko bolj dostopni. A ne? Nas je pa vsa ta tehnologija in vse prisotnost malo prehitela, kar se pa vedno zgodi. Vedno se najprej zgodi en fenomen in potem urejamo ta fenomen v našo družbo in prostor. A ne? Zagotovo mi tukaj vidimo zdaj v idealnem svetu, a ne, bi bile vse površine urejene tako, da imajo avti svojo površino, kolesarji svojo, pešci svojo in bi lepo tako sobivali, a ne, vsak. Realnost je pa drugačna, a ne, nekatere ceste ali pa ulice so tako široke, kot so bile, ko smo se vozili po njih s kočijo, samo da se moramo zdaj vsi po njih razporediti, to pa pomeni sobivanje. Ni druge rešitve, a ne, čeprav se jih išče, kot so sobivanje, to je ena. Potem seveda se pa tudi prilagaja zakonodaja, ne, v Sloveniji je precej nizka starostna meja za e-skiroje, tudi glede na Evropo. Tako da tukaj se bo gotovo še zgodila ena stvar, ki pa se kaže, da je dobro zakonsko urediti, to pa je obvezna čelada, to vidimo pri smučanju, a ne, oziroma kjerkoli se nekako čelada ali pa varnostni pas. To so bile take stvari, ki so se uzakonile in je potem veliko lažje. Tako da na vseh področjih, kadarkoli se sprašujemo, a bo to učinkovalo, a bi mogli na tem delati, ja, tudi na vsem. Pravzaprav zelo multikanalno bo šlo ves ta razvoj, od ozaveščanja do tega, da se zagotovo zdaj gradi tudi nova infrastruktura, ki je veliko bolj pametna, intuitivna in nekako nas že vodi ne v konflikt, ker je tudi to razlika, ali nas infrastruktura vodi v konflikt, ali nas nekako vodi v varnejše sobivanje. Super, morda bi sam to dodal, ne? Da velik aplav vsem tistim, ki so danes na e-skiroju, pa so ga zamenjali za osebno vozilo. Ali pa mogoče za kak večji motor. Zakaj? Zaradi tega, ker so za okolje, za izpuste v mestih, pa predvsem tudi za prostor, po katerem je Glihana govorila, naredili en korak naprej. Morda malo manjši aplav za tiste, ki so danes tole gledajo, pa so morda na e-skiro prešaltali iz tega, ko so prej peš hodili. Tako da, vse vemo zakaj, ne, zaradi gibanja in podobnega. Tako da, dejstvo je, da so tu, dejstvo je, da zakonodaja za nas, ko smo nevladni organizacija in lahko to na glas in jasno, mogoče bolj jasno povemo, zaostajajo, ravno kar so prišli priporočila ven, največje evropske nevladne organizacije na področju varnosti v prometu in ravno to višja starostna struktura čelada in nekaj teh stvari je pokazalo, da v bistvu
so učinkoviti ukrepi. Morda pa še tretja stvar za vse eskiriste ali pa bodoče eskiriste. Začetki ozaveščanja so šli zelo v to smer, da eskiro ni enako skiro. Ker poškodbe na e-skiroju niso enake poškodbam na klasičnem skiroju. Če smo imeli prej zvite gležnje, bom uporabil besedo iz vodja traumatologije na UKC-ju, če smo imeli prej zvite gležnje, pa manjše buške, imamo zdaj zlomljene stegnenice, pa poškodbe glave, ki so tudi za urisoča. Tako da to se je treba zavedati, predvsem vsi tisti, ki kupujete e-skiroje svojim najstnikom ali pa še otrokom. V glavnem, ta e-skiro ima drugačno dinamiko, ima večje hitrosti, je drugačen kot so bili skiroji, ki smo jih še mi vozili kot mladi ali pa se še pogosto uporabljajo. So pa tu in več, ko bo teh menjav, se pravi, manj, ko bo vozil, več kot bo e-skirojev, boljše bo za vse nas in bomo lahko ta prostor, ki je danes namenjen vozilom, še za kaj druga namenili. To je pa recimo ta nek cilj, ki ga e-skiro in te nove oblike prinaša. Zdaj, glede na to, da je ravno predpraznični čas, je tole odlična iztočnica, da res, to je tudi naš poziv, e-skiro ni darilo, ki ga prinese božiček in odloži, pač nakup e-skiroja mora biti stvar pogodbe med starši in otroki, kar se tiče varne uporabe čelade in tudi seveda to neko finančno breme v vsakem primeru, ampak z vidika varnosti je res pomembno, da ima e-skiro neka mal večja kolesa z večjim obsegom, ki so bolj stabilne, da ima ustrezne zavore in da potem ne zmanjka denarja za dobro čelado. To je res bistveno, ključno je, kako se to začne, ta uporaba. To ste dobro povedali, za vse starše, ki razmišljajo o nakupih. Vi pa ste prej lepo razložili vse pluse in minuse e-skirojev, na katere morda ne pomislimo tako, ne? Kako pa bi ocenila splošno kulturo v prometu? Se izboljšuje? Če imate morda kakšne projekte, raziskave, ki govorijo o tem? Osebno mnenje je, pač kultura v prometu pogosto odraža ali pa vedno odraža tudi kulturo v družbi, ne? In za nekim spreminjanjem sistema, v katerega smo prišli ali po katerem smo danes, se seveda neka individualnost tudi na cesti morda malo bolj pozna. Ampak ne glede na vse to, vidimo pa, da v bistvu na kulturo v tem širšem lahko pravzaprav vsak posameznik kreira in ustvarja. In to se mi zdi, da je poziv vsem, da rezultati in raziskave iz tujine kažejo, da kolegi v Irskem so delali raziskavo in so ugotovili, da v bistvu te nove oblike mikromobilnosti gibalno oviranim in predvsem slepim in slabovidnim občutno zmanjšajo samozavest gibanja v prostoru. Kar 60% slepih in slabovidnih je na Irskem poročalo, da v bistvu danes se težje gibajo in to na površinah za pešce zaradi vseh teh novih oblik. In če je en nasvet je ta, da poskušajmo se dati v vlogo ranljivejših, ko smo v nekem vozilu. To nam sicer, se mi zdi, še vedno premalo uspeva, ker smo v avtu, se jezimo na kolesarje, ko smo na kolesu, se jezimo na avtomobiliste ali pa na pešce, ko smo pa pešči, se pa na vse ostale. Skratka, ta neka hierarhija, ki gre, jo lahko obrnemo na način, da pogledamo, če je pa pred menoj starejša gospa ali pa starejši, bo pa verjetno drugače odreagiral, pa bo moja hitrost, ki je zame počasna, za njega verjetno čist drugačna. Ja, veliko pripomoremo, če se postavimo v kožo nekoga drugega. Ampak to je zelo težko, Zelo težko je ves čas biti skoncentriran na nekoga drugega, ker smo vsi seveda naravnani tako, da se ukvarjamo s sabo, ampak zdaj si me spomnil, David, mi veliko delamo tudi s starejšimi vozniki, to so vozniki starejši od 60 let. Z njim 1500 smo jih že popeljali na osvežitveno vožnjo, se pravi 1 uro z inštruktorjem, ker nekako osvežijo vse te novosti v prometu. Zelo presenečeni smo bili, da vozijo zelo hitro. Mi smo pričakovali, da bodo počasnejši vozniki, ampak so bili kar hitri. Ko smo jih pa vprašali, zakaj, so nam pa povedali, da so pogosto
hitri, zato ker smo mlajši vozniki za njimi nestrpni, kadar malo omahujejo v križišču ali pa kjerkoli, že takoj hupamo, a ne jim kaj kažemo. To je za njih ogromen stres in hkrati potem nekako hitijo in so bolj tvegani. Tako da, če bi uspeli to ozavestiti, kako vsaka naša stvar vpliva na vse okrog nas, bi bilo idealno, ampak ljudje nismo idealni. A ne? Tudi to, kar si omenil, kako se gibalno ovirani počutijo ali pa slepi in slabovidni. Vsak dan, ko gremo v prometu, se tega ne zavedamo. Pač pogosto ne opazimo, greš mimo in ne. In z tega vidika se mi pa zdi ozaveščenost in stalna prisotnost te informacije, ko smo mi mislili, da so že vsi na svetu slišali 3-krat, kar smo rekli, a ne, smo nekje na dobri polovici verjetno, tako da ta sporočila ves čas, tako da nekako živijo z nami, a ne, da so del našega vsakdanja. Me pa za zaključek še zanima, ali imate še kakšen predlog, kako bi lahko šola, starši ali druge organizacije prispevali k boljši prometni varnosti mladih. Se morda kar nate obrnem, glede na to, da ste študenti bili zdaj vpeti v to tematiko, ste razmišljali o čem, kaj bi lahko pripomoglo? Pravzaprav pač glih pripomogli bi res kakšni ti dodatki, kot naprimer v prvem razredu šole velikrat dobijo ravno te reflektivne rutke. Jaz se spomnim, glih v prvem razredu sem dobil od zavarovalnice Triglav pravzaprav rutko in so bili pač, je bila to kot neka uniforma, ki smo jo potem vsi nosili. In se mi zdi, da če bi šole pač našle nek tek dodatek ali pa neke pač predmete, ki bi jih lahko pač podarili pač mladim, kot kar neke obeske za torbe, ki jih velikokrat vidim ali pa karkoli podobnega, da bi že s tem pač pripomogli, da bi na nek majhen način pač bili mladi bolj vidni v prometu. No. Ja, ker mislim, da se res vsi spomnimo teh rutk, pa radi smo jih imeli, pa tisti starosti seveda so nam bile simpatične. Ja, bi se lahko našli za vsako starostno skupino kakšni taki dodatki. Tako je. Mislim, da v šole zdaj prihaja res veliko nekih iniciativ, nekih dobrih programov. Pri tem je zelo pomembno verjetno, da so šole proaktivne, da sprejmejo to, da se vključijo. Bi pa rekla jaz tako, in tudi jaz sem starš, tako da ne gre, da govorim o drugim, res na starših je pa na nas to, da ne pokvarimo tega, ker se otroci naučijo, ne? Ker pravzaprav vsa ta vzgoja odlično nam gre, ne? V prvi triadi in tako naprej, ampak potem, ko pa otroci vidijo, da mi vsem brskamo po telefonu, da mi vsem smo prehitri, če se nam mudi, da se vseeno v avtu razjezimo, a ne, če gre nekdo počas pa to. Tako da starši, če ne pokvarimo tega, kar šolski sistem odlično in zavodi vzpostavljajo, jaz mislim, da smo dobro naredili svojo vlogo. Mislim pa tudi, da je tako, nek čas med vožnjo ali pa kakorkoli je čas, ko otroci res pijejo kot gobe. A ne? Kako mi reagiramo, kako govorimo, kako glasno razmišljamo o procesih v prometu in to je tak kritičen trenutek, ki se zgodi mimogrede, hkrati pa odločilen za to, kako bojo oni naprej. Mi v Sloveniji moramo tudi neke stvari biti ponosni, hvaležni in o njih glasno govoriti. Ena iz takih je kolesarski izpit. Nam je to samoumevno, ampak ni za veliko evropskih, tudi z vidika prometne varnosti, celo bolj razvitih držav, ni to standard, ki je v Sloveniji. Da pravzaprav vsak osnovnošolc gre skozi ta izpit. Imamo nek sistem svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki bi kateri državi lahko bil v pomoč. Ne? Pa vendar, sej prav je, da pa nismo vedno čisto zadovoljni, ker pa bi verjetno bili prvi ali pa drugi, pa smo še vedno malo nad evropskim povprečjem glede varnosti. Ne. In ko govorimo o šolah, ja, veliko je različnih vsebin, ki prihajajo v šolski prostor, kaj pa če jaz morda pogrešam, pa tudi kot starš je to, da je še premalo kritičnega razmišljanja ali pa, da so neke teze, ki jih morajo otroci delati in v njih in znanja, ki jih morajo ponavljati. Zato recimo tudi mi skozi programe, kjer v bistvu lahko mladi skozi podatke od Triglavove aplikacije, Triglav Drive, sami analizirajo okolico svoje šole, sami vidijo, kaj se tam dogaja, kako uporabljajo stvari in sami pridejo do rešitev. Ne, da jih mi povemo, mi jih lahko samo usmerjamo, da so oni kreatorji, kakšno okolje si želijo, da bo bolj varno, da bojo nižje hitrosti, da bo manj uporabe telefona, da bo ne nazadnje urejena infrastruktura in tukaj pa pažemo, da pravzaprav že v osnovni šoli skozi tak način dela dobimo čudovite rezultate. Kaj šele potem, se pravi, više, ko gremo srednja, so pa na fakulteta to, kar se danes pogovarjamo. In
ambiciozno gremo lahko vedno nižje po starostni strukturi in dajemo vedno bolj kompleksne naloge. Je pa res seveda, da si pa želimo, da bi del teh vsebin postal tudi del sistema, ne samo tam, kot organizacije pridemo, ampak da se vključimo v čim več, ne vem, če bo zdrava šola tudi nizko ogljična šola, pomeni, da bo tudi spodbujala take oblike, neke nove oblike mobilnosti in jih mora spodbujati na varen način, mora biti varno sestavni del teh programov. Odlično. Glede na pogovor sem zelo vesela, da vidimo, da vključujete tako mlade, vse generacije, ne? In se mi zdi to res pomembno. Jaz bi se vam na tej točki zahvalila za tale pogovor. Najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala, srečno. Ter se za ročaj, preveri to ulico, čekaj. Če težka noč, gledi v nebo, da ga čekaj.